Kako je, šef? Priprava. Evo. No, skoraj že daleč. Še malo malenkosti, tukaj smo pa res enega mojstra najdeli, ki pa bi v ta kontekst zelo dobro se pokril. Drugače pa več ali manj pričakujemo goste. Obiskovalce. To pa bo ena voditeljca, moja sošolka, ki kar nekaj stvari obvlada. Veš, ti je pa nabral sošolk pa sošolcev. Ja, poglej, vse te generacije so... Hvala Bogu, da še imate sošolke po teh letih. Sošolk ima on. Zdaj ne videl, vse bo se cel lepo. Smo dali kontekst takšen, da je... To so motivi... Od sošolk. Od šole. Za šole, za tretje življenjsko Lipe Domžale. Tam je pa akvarel, je pa za sebe. Tisto pa imate vi. To pa za sebe. Ker pa tisle pomeni, tisle za prebrati, kar pomeni, je pa zanimiv tekst. Zakaj, kako? Kmečka idila, pa tudi seveda vino. Vino je ena zanimiva zadeva, stara zadeva, ki ga premalo cenimo. Oziroma ga sploh ne dovolj ne cenimo, to pa zaradi tega, ker je zdaj populacija nastrojena proti. Ja, kje je bil zakon, ne? Ampak res v vinu, ne da se skriva samo resnica, ampak je tudi možno oblikovati. Zaradi tega, ker se bo tukaj na tej razstavi to dokazalo, pa prikazalo, da z vinem se res čudovite stvari delajo. Tako da jaz sem napisal, da vino v sodih zori, slika pa živi. Vi tudi z vinom, namesto z barvami, pa ni barve, z vinom, vse je vino. Z vinom slikate, z rdečim, belim, vse je rdeče. Mešan, Belo nima kontrasta, oziroma pigmenta, oziroma ne vem kaj. Edino, če je malo mešali, mešancev malo. Mogoče, da bi roze mešanca, da bi tudi prijelo. To nisem probal, drugače pa je vse vino. Je pa en problem in to je dejansko, da se bo videl, da vino živi, še vedno oddaja, oziroma še vedno živi, pa je toliko časa že pol leta suši, ampak še vedno on oddaja solzo, še vedno solze spušča. Ne moreš verjeti, kaj ta trta praktično naredila za človeštvo. In pol te akvarele, ki imate noč, ste večinoma vse z vinom? To je vse vino. In so ukvirjeni po sprtu, malo ukvirjen, ki pa v ta kontekst gre, tako da ni v zadnje bela stena, ampak je pa seno. Seno, ker se mi zdi, da iz narave je črpano vino, je pač narava ga dala, tudi seno v tem kontekstu je narava. Tako da več ali manj... Ja, in boljš, da je to tu na prostem nekje razstava, ker naprimer te kmečke stroje, pa to ne bi mogli v galeriju spraviti. Enostavno ne bi šli v ta kontekst. To je to super, da je to na prostem lepo. Ja, dosti lepše je, tako da naprimer se tudi te kmečke stvari pogleda, lahko istočasno ob tej razstavi slik, tako da se vidi življenje, kakšno je bilo naših prednikov, oziroma kar dosti težko. Že sam jarem pokaže, koliko mišic je potrebno, da zdobi les, naprimer za 2-3 cm. In to se vidi, kako je žival garala, dobesedno garala. S tem, da je še vleči mogla. Najprej težki jarem, gor mejlo pa še vleči te mogla. Pa še vleči in to so bremena. In tukaj pa se vidi, kaj mišice lahko naredijo. Mišice, ki so prekrite s kožo, kaj lahko naredijo. Oziroma, to niso posledice, ampak kaj se lahko ureže noter, kakšno življenje. Tisti človek, ki ga to zna prebrati ali pa to vidi, je potem tudi slika namenjena takem. In on, naprimer, če opazuje sliko, bo videl, da je pomeni, dokler vino ne izhlepi, toliko časa motiva ni. Rabi izhlepeti. Pomeni, potem je pa ta vino treba še oddelati, to pomeni, da je treba sence noter dati, to pa odreagira. Določena rdeča vina odreagirajo na radensko. Radenska je zopet naravna zadeva. In potem so te sence, ki boste videli noter, z radensko. Pomeni, da je vino radenska kombinacija. Vino radenska kombinacija, da pol te rjave pa to barve tudi vem pridejo iz tega. Preliv. Super. In akvarel je v bistvu namenjen temu, da ni motiv takšen, kot je realnost, da je malo
določenih zamikov, ali pa ne gre čez črto, ali pa gre dosti čez črto in zaliva, malo zaliva, ne. Ampak se da popraviti, dosti dobro se da popraviti s tehniko, z radensko. Lepo, bomo šli pogledati. Da je to to. Pa malo posnet. Zdaj sem si to mislil, ko imate te kmečka urodja, pa vozove, pa to, naprimer, to so sicer zdaj traktori spodrinili, ne? Žal smo postavili tamle traktor, ki je nadomestil kar dosti. Ja, ampak zdaj, naprimer, da zmanjka nafte ali kaj, da bomo... Zdaj, da se zgodi kriza v nafti, verjetno bo ta leseni voz ali celo tudi pluh, sicer ne vem, kdo ga bo vlekel, ker te konjo je že kar problem, ne? Ja. Ampak verjetno bi se morali popraviti, da bi se lahko spet spustili na ta nivo. Čeprav določene stvari, ko ste videli noter, takrat so bile karbidovke, pa razne te zadeve, gorilne naprave, verjetno danes niti ne bi znali uporabljati, saj jaz bi kar težko. Se ne predstavljam, da ni več elektrike, da to navžgem. Ampak danes, v tem času je zanimivo zadeva, pri tem tehniki, še vedno rabiš svečo. To pa, ja. Še vedno rabiš. Prije do električnega mrka, kaj boš naredil? Žgalica bo 3-4 sekunde. Sveča je pa tista, kar pomeni, da ni čisto vse izgubljeno. Da smo še ostali pri prvotnem zadevi in to je to. To je to. Zdaj pa, kako rdečo vino ste pa naprimer uporabljali za najboljše sta dve modri frankinji. Dve varianti modri frankinji. Ena zelo dobro odreagira na radensko, pomeni se sence dajo preliti, se dajo upodobiti določeno sliko, ena pa malo manj ali pa sploh ne. Pri tem je pa zopet ena večja problematika, samo vino pušča samo sled in nanos vina na vino so več sledi in temnejši. Kar pomeni, da ta vino zol, tako kot zori v sodih, ga je treba tudi sušiti oziroma pustiti, da voda sklepi. Ja, na slike, na akvarelu. Ne na sliki toliko, ker je to treba pred tem, preden se slika dokonča, je treba ta vino pustiti na eni posodi, ki ima malo roba in kar nekaj časa, tudi en teden ali celo več, da to postane gosta masa, lepljiva masa in ta ostanek vina potem pa doda globino. Pomeni, da jo obarva res močno. Kaj sem hotel, druga, naprimer, kakšna primorska vina, kaj so tisto masna, gosta vina, ti ste probali kaj? To ste me dobro vprašal. Primorska vina, ja, to bi si želel, ker to je bilo pa namen ravno te razstave. Vinarji, sami vinarji bi morali tudi prisluhniti sliki. Zdaj prisluhajo samo etiketi na vinu, bi morali za moje pojme tudi sliki, ker slika bi njihovo vino lahko popeljala v drugačen svet kot samo etiketa. Njihovo vino v tistem letniku, ko se jim zdi kvalitetno, dosti dobro, dosti zrelo, da se upodobi na sliki. Da je motiv je lahko njihov po želji, ne? Motivov je neomejeno. To so domišljije, ki lahko ali pa tudi iz narave, ali živalski svet, lahko tudi iz vinograda, lahko iz brajde, lahko iz sodov. Mislim, neomejeno. Ne? Tako kot je von neomejen, če duha zna razbrati, kot tudi slika. Pri tej zadevi je edino zopet, koliko sem rekel. Katero vino od primorskih žal nisem delal, žal ne poznam, ampak verjeten merlotem sem delal, merlotem sem in ga imam tukaj, je dosti dobro in tudi odreagira. Je pa zelo pomembno, koliko barvila. Pomeni pigment, če ima dosti pigmenta, da ima res močno barvilo, že lahko z osnovno barvo oziroma z vinom lahko kontroliraš te odtise noter oziroma sence. Že precej lahko sliko napreduješ, ampak še vedno, jaz mislim, da na koncu rabiš še vedno sušenje, kar pomeni tisto zadevo, ki sem povedal. Da se vino zgosti v tej meri, da potem lahko z gosto maso prekriješ oziroma z globino dobiš. Tako da je, tudi primorsko vino mislim, da je bilo lahko kvalitetno in štajersko. Res sem pa na začetek samo z modro frankinjo, 2 vrsti, pa nekaj merlota.
Merlot je zelo zanimiv vin. Verjetno pa za vinarje, ker je to bolj namenjeno za moje pojme vinarjem, da povem, da ta vino v sodih in res zori, ampak na sliki jih pa upodobi. To je bilo moje moto. In sem na to tablo to približno napisal na vogalu in zraven sem dal eno, pač kakšna je tehnika. Je sicer preprosta zadeva, to je vrsta ribežna za zelje, staro naj bilo, tako da vino samo praktično riše. Zanimivo, ta trta, ko so rekli, vino govori. Ja, samo z domišljije malo in ga prebereš, vino lahko govori, dejansko. To je zadeva. Lahko se, naprimer, pri tej zadevi ustavim še pri enih stvareh. Mogoče ni ta slikanje samo zanimivo za atelje, to lahko delaš v kuhinji. Ker zraven moram dodati, naprimer, če hočem, da neke stvari poustrim, malo cimeta in tudi uporabim malo moke. Ostre, seveda, zakaj? Zaradi tega, da mi naredi raster. In potem zopet prekrijem vino, ker pomeni sloj, tako da v kuhinji preprosto ena izmed najboljših zadev. Uporabljaš vse predmete, ki jih imaš lahko na razpolago v predalu. Ni treba, da sam čopič. Ni treba samo čopič. Vse je možno, tako da se da resnično ogromno stvari, kdor hoče in kdor želi to pogledati, je to ta zadeva zelo zanimiva. In akvarel je ena taka vrsta. In ta z vinom sigurno meni zelo ljub. Tako da moram reči, nisem se niti enkrat se nisem ujel v zanko, tako da sem vedno speljal vse slike. Ki sem jih zastavil, so bile vse slike speljane. Tako da v tem kontekstu bi lahko dodal samo to, da bi vinari ali pa tisti, ki so predelovalci, občutek dobijo tudi še za sliko. Vino imajo, etiketo imajo, sode verjetno imajo, kleti imajo, ampak nisem pa nikjer opazil, da bi ne rabijo ravno moje prezentirati, ampak kar se pa tiče samega vina, bi mu mogel dati pa malo več pozornosti oziroma dati malo več smisla, da še kdo lahko z njihovim vinom kaj naredi. Lepo. Hvala, si bom pol ugledal še. Prosim. Kako je dober posnetek, še kura je zraven. Žalec.si, slamnik lahko jaz pol. Kaj pa še kam drgam? Boste? Pa zato ga imamo in če sod nismo načer. Sod je šele bistvo. Čudovitje. Je dobro, ne? Fenomenalno. Ne bi šlo v galeriji. Ne. Ne, v zadnje ni. To so v zadnje stavili. Vaša sestra? Sva si podobne. Ja, zdaj Ja, ne. Jaz to vidim. Obe sva. Zakaj ti mene kličeš? Dorena slikane, zakaj ti mene kliče, da vidite. Edino, kar mogoče bi še dobro dal. Vino deluje. Dobro, čas pa pomat prihajaš. Čaki, jaz sem ti namenila drugačno slavo. Ti moraš imeti take slike, da se ohranijo. S čim boš pa to? Če hoče vinarje stopiti. Strašno, da bom je delovno mesto ukinjeno. Slike še Razlož, kaj to pomeni, mi smo se tvoji dela prednosti. Domžalski
To smo vsi snali prej. Državski. Ja, Tiko, ja. As. So. Picasso. Ja, no tako. In ne more se ti zdaj četni neki špila, da... Zdaj se vam vsem lepo zahvalil, da ste obiskali na kmetiji Krajer. Posnetki, ki ste jih videli z vašimi očmi, verjetno drugače kažejo sliko kot svoji. Tole je približno pol leta enega dela. Je pa vse z vinom, nekaj balzamičnega kisa. Balzamični kis da kar eno zanimivo zadevo, ker je raztopina močna. Drugače pa vino je treba sušiti. Ta vino, ki ste ga videli, ni samo vino, pa dodano vino na vino, ampak se suši. S tem, da je dosti zanimivo, da to lahko v kuhinji vsak dela, v vsaki kuhinji vsak lahko dela, kar pomeni vse, kar imate v kuhinji, lahko uporabite. Jaz, na primer, sem zadevo za flance vzel za petelina. To je idealna zadeva, to so tiste nezobčene zadeva, kolešček. Namočeš v tekočino, ki je bogata oziroma že sušena in valčkaš. Seveda, ona bo čez 2-3 dni izgubila barvo, ker je vino govori, tako kot zdaj tudi vino govori. Oni samo v sodih ga pretočijo v steklinco, napišejo deklaracijo, na deklaraciji piše merlot. Merlot lahko govori, če ga boš dal, upodobil na sliki. In slika je zopet vino. In jaz sem to na razstavo bolj namenil v tem smislu, da bi privabil kakšne vinarje. Ker vinarji, oni samo najrajši imajo deklaracijo pa dober posel. Ampak vino v ceno dobi takrat, da na primer ljudje svojo domišljijo, seveda svojo domišljijo, tudi sliko opazujejo. Če vedejo na primer nekaj malega v avtorju ali pa karkoli, vidijo, da je kar potrebno nekaj dela. Pomeni samo naslikanje s čopičem je premalo. Je kar še dosti posebne tehnike, ki jo pač v učilih ali kar ne boste dobili in je treba se kar sam najdeti po te zadeva. Neki stvari so skrivnosti pa ne take močne, ampak so tisti, ki bo probal ali pa ki je že kaj delal. Res pa je en velik problem, da solzi. In to so dokazi, naprimer tukaj na Jarmu, tule Jarem, naprimer je bil narejen pred 4 meseci, gledajte ga, samo obrnjen na glavo in solzi. Tole pravi vino je živa materija. Stara je okrog 9000 let, sem prebral, tako da so naši predniki kar dosti več vedeli o vinu, so ga bolj cenili, pri nas ga pa danes samo še policaji cenijo zaradi tega, ker je to dohodek. Oziroma, praktično je zlo. Danes je vino zlo. Ne bi rekel. Naprimer, meni je dal navdih novodobni butalc, verjetno bo rekel, ampak ne, ni res. Glejte, vina imajo naši gospodje, ki jim rečejo tržno ali pa ne tržno, v Trški gori oziroma kjerkoli pravijo, to je cviček. Cviček ne daje te barve. Cviček ni prava barva. Barva je daje težka vina. Merlot, refošk, tudi frankinja. Zdaj imam gospod, ki je moja sošolka, ima modro frankinjo, je dobra. Ampak so problemi, da odreagira. Pomeni, če ni senc, ne moš slike upodobiti. Ampak to bo preveč tematike. Jaz mislim, da bom prepustil to, da zadevo druge vode, da vas ne bom zamoril, ampak samo to, da sem se vam predstavil. 1900 je narejena ta kmetija, oziroma
hlev. Mislim, da ste tam spredaj videli pa prvotno hišo, ki je malo pomaknjena v tej luči nadol. Tako da, če še kakšna tako manjša stvar sem spustil verjeten, pa se ne spomnim govora, nisem pripravil. To je pa to, no. Upam, da se boste dobro počutili, verjeten ste pa že preveč bili zadržani, ker niti enega ni spil. Na meni je bilo tega, ampak zdaj verjeten je to, da je slik dovolj še izklapevanja. Kar pomeni spet na noč zaslužil. Jaz sem računal, da bom, ker te slike, ko so zdaj gor, veste, če kupite, naprimer, tudi če se dobro zmeniva za kozovcem za ceno, se mogoče vam posod ne bojo pasali, ampak vas bom prepričal, naprimer. Naprimer, konj vam bi pasal, štali nimate prostora, v garaži imate 150 konjov, ki vam bolj služijo, ali pa 200, ampak ta je zelo zanimiv. Ta tudi, ko je bos, naprimer, ne bo hodil v čelarju, vaš jih 150 bojo pa rabili. Močne gume, tu 250. No, tako da to je, to sem mislil do tega. In te slike, ki ste zdaj videli, veste, te slike so zdaj problematične. Naprimer, zdaj ste prišli na razstavo, hvala vam leta vsem. Problem je pa, kjer bo čez pol leta te slike zginili. To je pa črnovinja vina. Ne moja, ampak vina. Tako da spet rečem, vina tisto. Vete, jaz sem v ta sod pa ven, sod pa ven, ko so me zjutraj prišel, vina ni bil. Daj, ne bom. Ti se stira, samo nam kot govoriš, kaj smo pa mi? A ste videli? To je vino. Ne samo duh iz vina, vina tudi to želj. Tako, vidiš. Hvala vam lepa. Vsem zbranim en lep pozdrav in nasmeh razstav. Nasmeh, ki nič ne stane, ampak čudežno deluje. Življenje je kot platno, prežeto z barvami, ki odsevajo naše misli, pričakovanja. Dragi Dušan, le naj Čopič tvoj, dragi Dušan, le naj Čopič tvoj razlije najlepše prek meja tvoje domišljije. Z veseljem smo se odzvali tvojemu prijaznemu povabilu na ta košček naše lepe Slovenije,
da užijemo lepoto podeželja, nas popelješ po poti tvojih slikarskih izzivov, pogledamo v tvoje zgodbe in obiščemo tvoj slikarski svet na razstavi Kmečka idila, akvareli z vinom. S potezami Čopiča izpričuješ občuteno dojemanje lepote sveta in življenja, dobroto matere zemlje. Zelo si naklonjen ohranjanju naše dediščine in sploh vsemu lepemu, kar nas obdaja. Zemlja čuva v svojem naročju mnoga čudesa, ki samo čakajo, da jih odkrijemo. Pri svojem raznovrstnem ustvarjanju si zelo pogumen in vse inovativen. Tvoji rezultati pri slikanju in risanju potrjujejo naše občudovanje. S svojimi slikami pričaraš dojemanje lepote sveta. Kdor hoče videti, mora gledati s srcem. Bistvo je v očem skrito, nam je položil na srce mali princ. Tvoje srce je veliko, razširjeno in dobrohotno, saj si vedno pripravljen vsakemu priskočiti na pomoč, svetovati, tolažiti, vlivati upanje na razrešitev bilo kakšnih problemov. Naše prijateljstvo v obeh slikarskih skupinah temelji na medsebojnem razumevanju, skupnih slikarskih druženjih, medsebojni podpori. In zate drži tudi to, kar pesnikuje Tone Pavček. S prijatelji ti ponudijo roko, ti pomagajo ostati, ko si na tleh. Prijatelji te imajo radi takšnega, kot si, z vsem dobrim in slabim, ter poskušajo razumeti, se veseliti in jokati s teboj. Bili smo skupaj na mnogih prijetnih slikarskih druženjih in izletih. Povabil si nas v svojo izolo, nam pekel ribe, razkazal znamenitosti mesta. Vsak rojstni dan pa obe skupini pogosti na veliko v učilnici s prigrizkom pijačo in na koncu komaj čakamo, da razdeli svojo preslastno skutino torto. Dragi Dušan, zavedamo se, da si v to razstavo vložil ogromno truda in nešteto ustvarjalnih ur. Zdaj pa si vseeno vzemi čas za sanjarjenje, to je pot zvezda, za smeh, to je simfonija duše, in imej čas za prijateljstvo, to je pa pot k sreči. Vse življenje nam vsak dan prinese nekaj novega in veseli smo, če tudi kaj lepega, in danes je to tvoja čudovita, obsežna razstava, ki je kot kamenček v mozaiku tvojega ustvarjanja. Pogumno nadaljuj z umetniškim izražanjem, se pa sprašujemo, s čim nas boš v prihodnje spet kmalu presenetil. To je možno. Želimo ti še veliko lepih ustvarjalnih trenutkov na vseh področjih, ki te veselijo in osrečujejo. Kaj ti življenje dobi smisel, če znamo uživati trenutke, kakor utrinki večnosti mimo nas drsijo in samo najbolj dragocene ujamemo. Ujemi čim več trenutkov sreče. Naj zaključim s pesmijo akademskega slikarja kamniškega Aladina Lanca iz njegove pesniške zbirke Šatulja utrinkov. Slikaš s pepelom na platna spomina. Slikaš z barvo potoka, da bi dosegel globine tolmuna. Slikaš nestrpna obzorja oči, slikaš in slikaš. In ni je vedrine neba brez sence oblaka. Lepo pozdravljam v naši sredini tudi ljudske pevke z gospo Maro in jih naprošam za eno pesmico. Hvala za povabilo. Samo 3 smo danes.
Na sredo, da je Julija končno slišala. Kmečko pesem, brez harmonike, brez strune, brez kakršen koli. Koliko nas je Bog ustvaril, ko bomo peli? Kmečko pesem. Kaj je rekel, kaj je rekel? Začne se pa pesem, se kmetič prebudi. Se kmetič prebudi, najprej Boga slavi, fotrat gre voli, potem pa še konje. Gre gospodinjo cukat, naj gre brž fruštek skuhat. Vstani dekle tudi ti, zakliče otročiče, fante in dekliče. Vstanite še vi, se že dani. Zakliče otročiče, fante in dekliče. Vstanite še vi, se že dani. Tak lepo je na svet, ko začno ptički pet. One nas uči, kak moramo živeti. Ko ptički žvrgolijo in rožice cvetijo. Človek, glej, kak lep je svet. Se moraš veseliti in Boga častiti, hvalit stvarnika, k nam zdravje da. Se moraš veseliti in Boga častiti, hvalit stvarnika, k nam zdravje da. Te pa eno malo zaljubljeno, brez ljubezen ni nič. Pravi, Mara, ti še zmer sam to govoriš. Pravim, poglej, muha na muho, čebela na čebelo, trot na čebelo, vse se ljubi. 2 leti in pol. Lepa. Mi noč nemamo, pa se zmisli. Boste slišali, jaz sem že dolg sama in to je ena lepa malhrepenenska pesem. Pa prava ljudska slovenska pesem. I love you, I love you. To ni nič. 2 leti in pol sva se mi dva ljubila. Pomagajte, če znate. 2 leti in pol sva mi dva srečna bila. Al Božja roka naju je ločila. Samo ve se vidiva še kdaj. Al Božja roka naju je ločila. Samo ve se vidiva še kdaj. Od senčico, kjer sva mi dva sedela, drug drugemu na prsi sva slonila. Sva slišala škrjančke žvrgoleti. Sva slišala pastirčke vriskati. Sva slišala škrjančke žvrgoleti. Sva slišala pastirčke vriskati. Oj, še enkrat v svojem bi življenju jaz rada videla svojega ljubega, za njega da
lepa Slovenija. Lahko, akoj, da vidim, no, ni prav teh pubertetnikov, da jih navduši naša zmagovalna iz Pop TV-ja. Jo boste znali, če jo ne znate, se naučite. Kva boš pa ti jutr devo, kaj, kva boš pa ti jutr devo, kaj, jutr bom polento kuho, kaj, jutr bom polento kuho, kaj, kva boš pa polento nuco, kaj, kva boš pa polento nuco, kaj, s polento bom zidarje futro, kaj, s polento bom zidarje futro, kaj, kva boš pa zidarje nuco, kaj, kva boš pa zidarje nuco, kaj, zidarje bojo turen zidar, kaj, zidarje bojo turen zidar, kaj, kva boš pa ti turen nuco, kaj, kva boš pa ti turen nuco, kaj, v turen bom zvonove v bistvu, kaj, v turen bom zvonove v bistvu, kaj, kva boš pa zvonove nuco, kaj, kva boš pa zvonove nuco, kaj, zvonovam bom hudiča dražu, kaj, zvonovam bom hudiča dražu, kaj, kvad je pa hudič naredil, kaj, kvad je pa hudič naredil, kaj, hudič maja Maričko zmešal, kaj, hudič maja Maričko zmešal, kaj. Hvala lepa, razveselili smo sebe in vas. Poznaje zapojimo še pesem o prijateljstvu. Za enkrat to pa bo, ne? Za nas gledala. Aj, kakšna? Malo se morate vdati. Kakšen stadenc flek. A veš, da že prah plujem. Preveč nikar ne sprašuj. 14 sem stara z imenom Mary. In če spomin ne vara, bila rojena sem nekje ob Savi. In več ne vem, kako se kraju pravi. Tako je daleč zame in vestuj. Če bi hoteli, naj še več povem, bi me zmedli. To vam priznam. Odkar smo dom svoj zapustili, smo ga otroci pozabili. Kako bilo je, več ne vem. In rodnih krajev ne poznam. A mati pravi, da je tam lepo, da živeli smo v dolini, na selju majhnem pod goro, po bočju k soncu njive so ležale, ob vodi noč in dan so mleli mlini in stofe so do zore topotale. Na majhnih oknih rože so cvetele, vodenke, nagli, fajgli. Ob hiši v vrtu smo imeli grede, na njih gavtraže, puškan in potomke. A bilo, že vdaleč je vabil von rezede in sveta spet na cvet hitele so čebele. A bilo, prekratko nam je polje in oče je odšel v svet od morja. Prišlo je pismo in vam sporočim, v Ameriki je za spoznanje bolje. Prodali smo in šli za njim. Še to, očeta mati včasih vpraša. Kaj misliš? Ali še stoji tam mlin in še sloni ob bregu koča naša? A oče, mrk, ne reče nič. To vrst je moj spomin. Bila sem Marica, a tu se piše Mary Sušteršič. Naj
zaključek povabim še malo nekaterim besedam, da vam nekaj pove, še naša Tršnica. Ja. O vinu. Duša, jaz nisem specialist za vino. Jaz pijem možno Frankinjo, tudišno vodo. Jaz, če bi karkoli povedala, a se me sliš? Ja! Moja gluha, sedim tudi jaz. So rekli, Mara dosti na glas govori. Dušan, mi smo danes zaradi različnih vzrokov, predvsem pa zaradi tvojih slik. Ampak, a veš, koliko si me presenetil? Dušan namreč mesece in leta ni želel nikomur teh slik pokazati. In jaz zdajle sem jih samo ušinila, razmeroma so to velike slike, veste, zgledajo zdajle na tem kozovcu, čist prenovljene. A so to tudi ja, zanimiva je velikost slik, ki so zadosti velike, če tako sliko obesiš v hišo, recimo v dnevno sobo, kuhna je že kar premejkna, ne, velik prostor, je to velika slika. S tem si me zelo presenetil, pa da so vse pod steklom, ker so zaščitene, ker je barvo na domestu, pigment je vzel iz narave in sicer iz vinske usedline. Koliko vina si popil, da si lahko to vse? Če bi skupaj seštel pol leta, sem bil en mesec pijen. Pauza. Pauza, pa samo podpolima dosta, da sem razpil. Ja, bi rekel to. En Čopič sem uničil, eden je pa tam, kako ti videli, je pa ustal še, ampak jaz pa bo še eno zdržal, eno generacijo, ker te slike bojo čez pol leta jih note več videli. Ta vino, ki živi v teh sodih, je tudi zginil, kar pa bi rekel. Ampak Čopiča pa nisi, osnovnega Čopiča nisi znucal. Osnovnega tvojega. To sem zaradi Tatjane rekla, a se režiš pa. Ni osnovnega Čopiča ni znucal. Ne, ni Tatjana, ne no, res ne. Je pa obratno, Seveda je. Koliko srce, pa ledvica, pa želodec, pa glava, pa spomin, to vse. Dušan je seveda po pričakovanjih, slike nosijo motive, ki so tukaj doma v našem slovenskem prostoru ali pa mogoče celo nekatere čist lokalne in nekaj portretov je tukaj in sicer živalskih. In to odlično, zdaj sem enega konja gledala, ljubezen med kokošjo in petelinom, recimo tle je še en bik, nedvomno, a je res kastriran. Ni kastriran, je pa zginil neki stvari zdaj. A se ti pa je bil naroden to? Detaj, nisi šel detaj. Ampak čutkar nisem imel velikosti. Nekaj je tihožiti, ampak ne glede na to, se sploh nisem šel vseh. Komad je tle, tudi moj je tudi prišel komad. Perspektive vinskih kleti, kje si pa te kleti našel? Ni to v vaši hiši, ne? Potem so preševi, vse se na vino, seveda vino, preše, grozdje, trobarvno, trobojnica, to se je malo, danes je 5. maj, se veste, kdo je umrl 5. maja. Pardon, včeraj smo dobili po mailu velik človek. A ja se vse piše, grozdje. Tudi če ne bi pisali pod naslovi, natančno vemo, zakaj se gre. Prekmurska domačija, to sem mislila, da je kaj v zvezi z orožarsko afero. Sprednji del lesenega voza, nekako. Ja, nekaj se je začelo. Skratka, slike ne samo, da nosijo prepoznavnost, jih so tudi podnaslovljene. Joj, pa tole s temi metulji, Dušan. Mislim, sama seksologija, ne? Vse stvari v naravi se divje ljubijo, od tega živimo, ne? Če hočeš reči, pa plod, seme, pa plod, pa zraste, pa potem pojemo, pa gnoj, pa spet, pa tako naprej, ne? Vse sem rekla, toliko dobro jemo, da je škoda, da v stranišče vržemo, lahko bi na nivo hodili kakrat, ne? Ja. Skratka,
Če pa natančno pogledamo stvari, jaz vidim, da so to in ne samo tehnika drugačna, pigmenti drugačni, ogromno je kolažev. Ne, to se pravi nalepljeni materijali, ki so lahko tudi naravni. Tamle pri čebuli boste videli, ne, čebula je šla verjeten v golaž, lupine so pa, če niso bile ponucane za velikonočna jajčka, za obarvati, so pa dobesedno položene, zalepljene in to garantirano bo stalo, to ne bo popustilo, padlo. Ne. Skratka, ogromno je kolažev, ogromno je nekih takih napol grafičnih tehnik, to so 100% bombažni papiri, skoraj kot platna, saj bombaž tudi nosimo, ne, to je večno. Ne. Tako da znotraj tega pa lahko vidimo, mater sem jezna, da mi nisi ene slike prej pokazal, ne, ampak zelo si samozavesten. Ali je to v tvojem značaju, ta močna samozavest? Jaz imam veliko teh sanj, jih imam včasih za sebe. Če imam pa preveč, jih potem jih pa razdajam, to so pa te. To se pravi, si ego, pa spet spet daš tudi, ne, od sebe, kadar ne zdržiš več, kadar je nujan. Ja, tako kot vodo, ki moraš odviti, pa tudi če jo ne bi rab. Ja, ali pa če imaš poln hladilnik, pa kdo meni pride, pa mu daš, ki imaš preveč. No, se vem, ja. Skratka, tukaj znotraj v teh slikah res vam priporočam, da si vsako posebej, ne samo, da je realistično, veste, realizem tle nam služi za to, da lahko podajamo stvari, pa jih razumemo, ampak tukaj noter je toliko simbolike, perfektna je tale. Ali so slike na prodaj? Cimet? Zato, ker teče, ko enkrat vino daš sušiti. In postane smola in ta smola jo ne moš ustaviti in tudi danes, ko smo jo obesili, če začeti teči. Je že malo tekla, ne? Bi že lahko spodi postaviti. Tudi cimet premalo veže, čim moka ostra, boljš veže, to se ne pozna, ne? Ostra moka, boljši veže, cimet pa ne veže. Torej, to je kuhinja, ne? Vse stvari, ki jih použijamo, vse stvari so tle in so dobesedno to tudi jedilne slike. Vse je jedilne slike. Ogromno je simbolike noter, veste, tudi tukaj noter je ogromno dela, ne? Da ne bi kdo mislil, da je on to s levo roko. Monotipije, odtisi predmetov, rastrov, ampak vse v naravi, ne? Rastoče in tako naprej. Dušan, jaz ti čestitam, malo sem ti fovš, ne, občudujem te, kad si pogumen, zato je treba imeti veliko poguma, ogromno slik, ne vem, koliko je. Ljubezni. Pozab ljubezni. Ja, najmanj, ja. Ljubljen moraš biti, pa ne od ljudi. Ljubljen si od narave same, dajte, če kdo reče, jaz pa mene nič, nimam nobene ljubezni, bejš v majno, tam je, ko grčeš, sam hidaš. Ja, še praktično. Ali so slike na prodaj? To je dobro vprašanje, če danes skupaj se razplača, če za mesec ki bo. Da sem barva bodina. Tam lahko, ti imaš več predal. To je isto, so poceni, ampak brez ničega. Zelo hitro bo smer. Vem, da nisi postavil prave cene, da si šel veliko pod ceno. Lejte, ne sprašujte, koliko so okviri, to je toliko stranskega pomena, sam te slike so morale biti okvirjene, Naj še opozorim, da so tamle na začetku okenca, to je ena taka ideja, to smo že delali v EcoArtu, fino, stara okna, trodelna, ki so v starih hišah ostala, smo jih očistili, vzeli šipe ven, če so bile že itak razbite in smo noter dal, nam je Peter, ki ga ni tle, dal delati take vezane plošče, grundirali smo jih, poslikali, tako da en del razstave, ki si jo boste tudi tamle pogledali, so prispevale sošolke Dušanove, ki jih je veliko babanc je, teh sošolk, ne? A jih je 20, 22 celo, ne? Vse jih ne moreš prešteti, ker se vse obeša po tebi, ja. Skratka, Dušan, jaz ti čestitam, moram še gledati, to noro. Lejte, simboli v slovenskem, pa vse povsod, tudi po svetu, ampak v slovenskem prostoru, samo eno kolo sončno, ne, ki seveda služi za premik ene zadeve, ki včasih volka kolo. Ampak to je tak simbol, ki ima en križ, dvojnik, torej
križ kot tak, lahko rečemo tudi krščanstva, vertikalen križ, nebo in zemlja, pa horizont, torej duhovni, moški in ženski princip. Dvojni križ je 8, osmica, ki jo damo ležati, je neskončnost, je znak za neskončnost, na Kitajskem imajo osmico, pa želve za dolgo in srečno življenje. Vse te simbole lahko najdeš tudi v slovenskem prostoru. Materijale, ki so dragoceni, meni je všeč, da si ti kes še dobil, a ja, zato si rekel, razstava bo po prvi košnji. Poglejte, tapete iz prve trave, zakaj tako dišitle? A ste naparfumirane? Zelo, zelo je zdaj to zadnja leta. Ogromno prelepih grozke, kot je vrhu, lahko tudi najdemo simbol. Poti, perspektive, sod spet v krogu, veste, to je večno kroženje sveta, večno kroženje 4 časov, večno kroženje zemlje okrog sonca in vsega svetega in lepega, ki si ga tudi predstavljati ne moramo. Čudovita simbolna zadeva. Tako da, Dušan, a smo poslušal? No, naše ljube pevke so prišle do glasu in ne bodo spet zapeli. Se ne bo dolgo dosti. Ne bo dolgo, potrpite, pa pojte zraven. Lepo je res na deželi, da se ne bo to pozabilo. Ona je strastna slikarka, jaz pa to, kar sem. Oj, lepo je res na deželi, deželi, deželi. Oj, lepo je res na deželi, kjer hiša na samem stoji. Okol so pa travnik zeleni, zeleni, zeleni. Okol so pa travnik zeleni, to mene najbolj veseli. Vsak kmetič ima svoje veselje, veselje, veselje. Vsak kmetič ima svoje veselje, ker vidno pošteno živi. Čez dan si zažvižga, zapoje, zapoje, zapoje. Čez dan si zažvižga, zapoje, zvečer pa prav sladko zaspi. Ti si rekel, čile, smečka, ne, tudi jaz sem nora na vse to, kar je ta punca povedala. Tudi od slike se živi. Grem času tale atelje našega otroka, da ima sliko za pol leta za dnevno sobo. In jo, ne, to ne, to ne, to ne. Ena me pa včara, jo obesem in živim, poleg kruha pa repe pa vzela, no, tudi od slike. Bom zbrala tvojo. Gremo še kar 5. Ja ste vačen, kaj? Vačen duhovne hrane, duhovne hrane. Jaz sem rekla, če bom smeva, sam Jano do 2 pesem za 5 na grem, a to pa ne. Da več sva vtakali hribe, zato samo 2 zapela. Ne, če od tavrsko zapele, ali pa od prijateljska. Pejmo tam na slišjo, slišjo na slišjo, če bolj. Se ti imaš uprave srajce, ne, se vidim lepo. Pesem o prijateljstvu. Ja, lepo. Zaman pavan, se kmeti imenuje, svojimi rokami si kruh pridelujem. Prepeličkami poješ vrgoli, až mi raste 4 do 5 pedi. Vsakemu pavru veselja ne zmanjka. Prepeličkami
zraste 4 do 5 pedi, vsakemu Pavlu veselja ne zmanjka. Ne vesela deva. Kadar jaz orjem, si žvižgam in pojem, kadar posevam, si kratek čas delam. Prepelička mi poješ vrgoli, vrš mi zraste 4 do 5 pedi, vsakemu Pavlu veselja ne zmanjka. Prepelička mi poješ vrgoli, vrš mi zraste 4 do 5 pedi, vsakemu Pavlu veselja ne zmanjka. Kadar vročina telo mi previva, mi ženka veselo počivat veliva. Moj si možek ti, tukaj si spoči, vinca si naliga, zraven mene pi. Al to je pa kmetu najbolje na svetu. Moj si možek ti, tukaj si spoči, vinca si naliga, zraven mene pi. Al to je pa kmetu najbolje na svetu. Dej ne en človek malo zaukatlen. Tako da se vdahnem. Še pesem o prijateljstvu. Pa zamerkite se jo. To je treba marsikot so ljudje ko skregan, takrat pa začneš takalo pesem. Saj se grdo gledajo, pa se pa... Ne, pa se pa umahčajo. Dobro je. Vsakdo. Vsakdo mora imeti prijatelja, pa če je le kamen, kamen z višavja, pa če je le trava zelenega gaja, pa če je živalca, živalca z mravlišča, pa če je samo človek to. Vsakdo mora imeti prijatelja, saj moraš nekomu zaupati skrivnosti, saj moraš nekomu povedati vse. Prijatelj postal boš te ljube bridkosti, če prijatelj ti vedno pomagal bo. Vsakdo mora imeti prijatelja, kateremu dal boš tihe molitve, kateremu dal boš srce na oltar. Postal boš bolj vreden njegove daritve, če
ljubil ga boš, saj Božji si dar. Vsakdo mora imeti prijatelja. A ne, nobena beseda ni obrazno rečena, zaradi rime. Buhloni. Ne bomo vas več mučili, to je verjetno že predolgo, ampak nisem jaz podočitelj tega še mojega prijatelja, gospoda Togna, da bi rad predstavil, pa bo rekel o ekologiji, povedal o vinu, o umetnosti vina. Verjetno bo on razložil, kje je ta moj vin usoda. Ja, pot bo dolga dokaj, ne? Skrajša nazaj. Pa skrajša tole. Čestitam bi za veliko dostavo in za prispevek k lepoti tega sveta. Danes smo se srečali z umetnostjo, slike so tukaj, naslikane, na ogled, pevke so zapele, je ostalo v ušesih. Jaz ne znam slikati, ne znam peti, ampak znam pa pisati. In ker bom danes predstavil nekaj najnovejšega, kar še ni natisnjeno, to ne bo čas Dušana, njegovega velikega dela, ki ga predstavlja nam tukaj. Dajte mi dovolj, da to preberem, ponavadi govorim. Ampak, ker je čist nov tekst, od celo včeraj nekaj nastal, ravno v podporo Dušanu in njegovem prizadevanju, in vsem tistim, ki ste ljubitelji lepega, narave in umetnosti. Torej, ne bo dolgo, no. Če pa reč težko, pol vprašajte, kaj ne bo jasno. Torej, posvečeno je Dušanu Klopčiču. Med duhom in naravo obstaja notranja tajna zveza, preko katere narava govori našemu duhu in naš duh govori naravi. Filozofija narave odpira pot k identiteti, k spoju subjekta in objekta, k ukinitvi tega preloma med nami in svetom, ki nas obdaja, ali pa naravo. Duh in narava sta dve enakopravni področji absoluta, to sta isti tekst, zapisan v dveh različnih pisavah, ki si ustrezata kot v ogledalu. Narava nenehno priča o navzočnosti duha, s tem pa se objekt izgubi privilegiran položaj edinega posestnika duha. Razlika med obema teče med zavednim in nezavednim, toda zavest ega ni več privilegij, temveč prej nesreča zavesti, ker pripada razcepu, ki ga je treba ukiniti. To dela narava namreč. Narava je božanska zato, ker jo ne moremo nikoli povsem doumeti, lahko pa občutimo njeno lepoto, kajti duh se prebuja z narave in se v njej dviga k vse večji popolnosti, k vse jasnejši zavesti. Cilj in vrh samospoznanja je absolutna identiteta narave in duha, ki se doseže v kontemplaciji ali v duhovnem razrenju in se najlepše razodela v umetniškem delu. V umetnosti se duh povsem zave narave in njene lepote. Lepota je neskončno upodobljeno kot končno. Narava je neskončna zgolj kot celota, v umetnosti pa je neskončnost prisotna v vsaki posamezni umetnini. Vloga umetnosti je ravno v tem, da nam umetniško delo razkriva istost narave in duha. To, kar imenujemo narava, je pesem, skrita v skrivnostni čudoviti pisavi. In ko bi bilo moč to skrivnost razkriti, bi v njej spoznali odisejo človeškega duha. Umetnost se začne tam, kjer znanost pusti človeka na cedilu. Umetnost prikazuje oziroma upodablja, kar je racionalno, nerazložljivo, neprikazljivo in neupodobljivo. Vidi, kar je nevidno, čuti, česar se ne da čutiti. Nietzsche je napisal, umetnost je več vredna kot resnica. Resnica in dobro pa sta združena v lepoti. Umetnost je merilo za naravno lepo zato, ker zna iz narave ekstrahirati duha in s tem pokaže njegovo pravo bistvo, ki se navadnemu očesu skriva in prav to mora postati estetsko vodilo,
umetnikov. Umetnost izraža celovitost bivanja s simbolnim jezikom, z ujemanjem čutnega pojava in nadčutnega pomena, z združitvijo posameznega in splošnega, kar je lepo izrazil Goethe, vse, kar se zgodi, je simbol in s tem, ko popolno prikazuje samega sebe, kaže na vse preostalo. Umetniško zrenje spostavlja identiteto zavestnega in nezavednega v jazu, ter je obenem zavest te identitete. Umetnost je najvišje spoznanje človeka, zato ima najvišjo spoznavno in pedagoško moč. Cilj človeka bi moral biti, da spremeni sebe in svet v umetniško delo. Veste koga, ampak kdo še kaj za reči? Eno šaljivo pesem, če dovolite, smo v zemlji, o ljubezni, šaljive pa nismo. Dajmo, jaz bi rada videla, da se zasmijati. Pejte, svanite, da. Tam, pejtem, ki ljuba, ki soseda, ne? Pa znate, sam rbit se jo pozabil. Da je za, pejt zraven, da kaj. Vse znajo, no. Pejt slikaka, a? Vse znajo. A znajo, no, pa še ne začnejo. Ne pa enkrat, oni se pojejo nam. Precej zahtevno. Ja, zahtevno je. Pa boš prej svoj vina stvačuk, pa di bojo ustali. Ne, za šalo. Veste, jaz sem drugače resne narave. Ja, se ne, nikoli ne heca. Preljubati soseda, skaj videla mojega deda. Oj, videla sem ga, tam doli pri sosedu, jak suhe kručke jedu. Oj, videla sem ga, tam je na vojtrolezu, moj smrtelj z nosa lezu. Oj, videla sem ga, ma srajco izprediva, jo vsako jutro šiva. Oj, videla sem ga, pa hlače ima iz mreže in vsako jutro veže. Oj, videla sem ga, pa nos ima potvačen, jaz mi režo jo bačen. Oj, videla sem ga, ma čevlje brez podlata, za vsaki trek pošljata. Oj, videla sem ga, oj, videla sem ga. Klobuk ma iz papirja, za vsako babo dirja. Oj, videla sem ga, ja dvor po bregu plazu, pa na gore tja kazu. Oj, videla sem ga. Oj, videla sem ga. Je pa dosti kulture, a ne? Hvala za posluh. Je bilo mučno, vas povabim, da tukaj nekaj približate. Ni čisto moj izdelek, je pa povabljen za vse enako. Pomeni, tisti, ki bo užival, pa ko bo manj užival. En dober tek. Hvala. Jaka bo, če je mimo nekaj, ne slabo, nekaj dal. Yes,